Večina šol je bila zaradi izrednih vremenskih razmer danes zaprta, kar vas verjetno ni posebej zmotilo. Več težav ste imeli vsi tisti, ki doma nimate elektrike. In ko da življenje brez luči, televizije in računalnika ni dovolj nenavadno, ste nekateri ostali tudi brez ogrevanja in vode. Na pomoč so zato priskočile ekipe civilne zaščite, delavci elektropodjetij, gasilci in vojaki, ki se trudijo odpraviti posledice ledenega oklepa. Velike težave so tudi v prometu. In kaj se je zgodilo? Največ škode je povzročil žled. Ta nastane, kadar se ob površju zadržuje zelo hladen, v višinah pa toplejši zrak. Ko pade dež, se ta pri tleh zelo hitro ohladi in drobne kapljice takoj zamrznejo. Led zato vklene veje in debla dreves, telefonske in električne žice. Te se zaradi njegove teže začnejo trgati in lomiti. Po vsej Sloveniji naj bi bilo na tleh kar okoli 500 ton železja, poškodovanih pa okoli 42% gozdov. Zaradi pretrganih daljnovodov so številni ostali brez elektrike. Mi smo obiskali 11-letnega Žaka, ki že od petka ni mogel v šolo. Brez elektrike pa se je moral čas krajšati drugače, kot je vajen. V ulici, v kateri živi 11-letni Žak, je vse polno polomljenih dreves. Ker je pot v šolo nevarna in ker tam ni elektrike, je tako danes ostal doma. S sošolcem Andražem si čas krajšata z igranjem enke. Na nek način je lepo, ker si z družino se pogovarjaš, ni takega šundra doma, ni televizije, računalnika, ni tako življenje nabito. Se igraš, lahko še kaj, naenkrat imaš tako ful več časa. Pri Žaku doma danes gori luč, čeprav postojni elektrike še ni. Družine si med sabo namreč sposojajo električni agregat, ki za pridobivanje električne energije porablja gorivo. A agregat ne zadošča za ogrevanje, radiatorji so mrzli. K sreči imajo v dnevni sobi kamin, v katerega z Andražem nalagata drva. Čeprav se imata brez pouka in z veliko prostega časa lepo, pa ju tudi malo skrbi. Če grem ven, se bojim, da se mi bo kaj zgodilo, in midva z Andražem sva tudi čebelarja pri čebelarskem krožku, in zdaj, ker je podrlo toliko dreves, čebele ne bojo mogle nabirati dosti medičile. Andraž je Žaka danes lahko obiskal prvič po 3 dneh, do številnih drugih prijateljev pa ne more. Prijatelji so tudi, ne vem, na drugi strani Postojne ali pa še v kakšnih vaseh, pa je težko priti do njih. Pol tudi omrežja telefonska ne delajo, tako da se tudi težko slišim z njimi. Čeprav je dan brez pouka prijeten, se Žak in Andraž že veselita, da bosta lahko šla spet v šolo in se družila s prijatelji. Upata, da bo to mogoče že jutri.